Dober večer, drage besedne radovedke in ostali gledalci. Beseda tedna je dvojnina. Dvojnina, ne dvojina, temveč dvojnina. Dvojnina je dvojina, ki pa to ni čisto zares. Dvojnina. Pravzaprav gre za podvojeno ednino oziroma za kloniranje mene v dodatnega sebe, ki pod krinko anonimnosti na spletu hvali in slavi koga drugega kot ravno mene, ali mojo politično stranko, moje podjetje in tako dalje. Zveni komplicirano? Poskusimo bolj enostavno. Recimo, da jaz osebno, magister Baltič, sam zase menim, da sem najbolj bister magister na slovenski televiziji in širše. Hkrati pa opažam, da nihče drug tega ne vidi. Osebno sem preveč skromen, da bi svojo veličastnost sam javno izpostavljal in se z njo hvalil naokoli. Kaj storiti? S pomočjo pametnega telefona si na najljubšem družbenem omrežju ustvarim svoj drugi jaz, ki pa mu ne nadenem mojega imena, temveč ga poimenujem bolj nevtralno, denimo glas ljudstva ali splošno mnenje. In nato skozi njega 3 do 4 na dan čivknem, da ta Baltič je pa res bihten. On pa res zna. Povrh vsega je tudi vedno tako lepo oblečen, pa glej to kravato. In tako moj prvi jaz dobi svoje zadoščenje, moj drugi jaz pa dobi nekaj za tipkati. Dvojnina je torej brezmejna ljubezen do sebe, čudovita večosebnostna motnja, ki nam pomaga verjeti v to, da imamo mi vedno prav, medtem ko drugi nimajo. Nikoli. Ob nedavnem mednarodnem dnevu maternega jezika nas je naša vladajoča stranka spomnila na to, da v slovenščini poznamo dvojnino in da bi morali biti na njo bolj ponosni. Kmalu zatem pa se je spoštovana poslanka Alenka Jeraj odločila tudi v praksi pokazati, kako dvojnina deluje. Predstavila nam je gospo Koprivo, svoj drugi jaz. In to tako, da je sredi povedi sebi Koprivi Alenka skočila v besedo in si zaključila misel. Citiram. Kopriva reče: glede na to, da malo pihalo, najbrž ni bilo veliko možnosti, hopla, preskok med jazi za okužbo. Sploh o predpostavki, da smo bili na smučišču zdravi, zaključi Alenka. Redko kdaj se zgodi, da ljudje, ki obvladajo dvojnino, svoj drugi jaz tudi javno predstavijo. Prav nasprotno, svoj dodatni jaz ljudje skrivajo bolj kot Počivalšek selfije iz prleške gostilne. A pogumna gospa Jeraj je raje ubrala drugo pot in nas tako opomnila na kleno slovensko besedo dvojnina, ki smo jo izbrali za besedo tedna. Na tem mestu prosimo, naj urejevalniki besedil dvojnino nehajo počrtovati z rdečo. Hvala. Vemo, kaj moramo narediti. In je. Vidite, a je bilo to težko.